Organizatorju hvala za povabilo. Najbrž skoraj več ni dneva, sem skoraj prepričana, ko ne bi v vaši organizaciji dobil vsaj enega reklamnega letaka, na katerem bi pisala gor nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov ali General Data Protection Regulation ali samo GDPR. Kaj pa ključno, da piše na tem letaku, bodite pripravljeni na novo GDPR, kajti sankcije so 20 milijonov evrov. Ni razloga za paniko, res je tako, kot je omenila gospa, 25. maja naslednje leto se začne ta nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov uporabljati. Časa za pripravo vsakega posameznika upravljavca zbirk osebnih podatkov, kar so tudi organizacije, institucije, iz katerih prihajajo tudi same, je pa do takrat še dovolj. More se pa v bistvu vsak upravljavc tega lotiti pa res zdaj čim prej. Ampak razloga za paniko pa v resnici ni, tako bom rekla. Zdaj, kaj nam dejansko nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov prinaša? Vedeti moramo, da trenutna zakonodaja, ki to ureja, je zakon o varstvu osebnih podatkov, ali tudi ZVOP, ko rečemo po domače, ZVOP 1 konkretno, ki je prelil evropsko direktivo na področju varstva osebnih podatkov v vsak posamezen zakon, vsake posamezne države članice Evropske unije. V enem trenutku so pa evropski zakonodajalci ugotovili, da ta direktiva ne zadošča več, ampak da mora biti ureditev enotna znotraj cele Evrope. In da moramo imeti tudi varuhi zasebnosti, informacijskih pooblaščenci držav članic, smo to največkrat, čim bolj enotne pristojnosti in čim bolj enotne vzvode, zato da bomo garantirali čim bolj enotno varstvo osebnih podatkov znotraj cele Evropske unije. Zakaj v bistvu kar v eni točki direktiva ne zadošča več? Odgovor so, bomo rekli, kar sodobne tehnologije. Pred 22 leti, ko je začela veljati direktiva, se nismo pogovarjali o internetu, takrat je bil internet leta 1995 še zelo v povojih, še manj smo poznali Facebook, še manj smo poznali GPS sledenje, ker imamo že v vsakem avtu, nismo se ukvarjali z računalništvom v oblaku, tako imenovanim cloud computingom, pojma big data, velikih zbirk osebnih podatkov nismo poznali, še manj kakšnega interneta stvari. Skratka, vsega tega ni bilo, moramo pa vedeti, da so to vse te elektronske naprave zbirajo naše osebne podatke. Torej, mi povsod puščamo svoje elektronske drobtinice, bomo rekli tako, in vedeti moramo, da so to vse naše osebne podatke, ki pa se v veliki večini primerov ne obdelujejo več samo znotraj ene države članice. Kaj pa pomeni, da če ste vi kot upravljavci neke zbirke osebnih podatkov, sicer imate sedež v Sloveniji, obdelujete osebne podatke, recimo vaših strank tukaj v Sloveniji, vaš računalniški oblak ali pa vaš server pa ni več v Sloveniji. Največkrat so to računalniki v oblaku, ker je to ceneje kot sami serveri, lociran kjerkoli. V najboljšem primeru seveda znotraj Evropske unije, v malo slabšem v Ameriki, še slabšem primeru pa nekje v državah tretjega sveta, torej v tretjih državah. Slovenski osebni podatki so največkrat shranjeni in se obdelujejo v Indiji, ker je tam to proces. Torej, kaj vam hočem povedati, da obdelava osebnega podatka ne poteka skoraj nikoli več znotraj ene države članice, čeprav se nam tako zdi. To je bil tudi razlog, da je se Evropa odločila, da je treba poenotiti prakse, da je treba poenotiti predpise, da je treba poenotiti sankcije. Tako da, to je tisti osnovni razlog. Jaz osebno sicer sem velik pristaš obstoječe direktive in obstoječega zakona o varstvu osebnih podatkov, ker nam državljanom nudi zelo, zelo visok nivo varstva osebnih podatkov. In jaz trdim, da če je zažvala direktiva 22 let, bi lahko tudi še kakšno dodatno leto. Ampak kljub vsemu, določene priprave boste upravljavci osebnih podatkov morali sprejeti. Zdaj, kaj sploh je obdelava osebnega podatka? To je v bistvu predstavljeno, da se jaz vedno uporabljamo na arhaičen izraz, kakršnokoli rokovanje z osebnim podatkom. Torej, karkoli vi s kakršnikoli osebnim podatkom počnete, pomeni njegovo obdelavo. Da ga pridobite,
da ga komu posredujete, da ga spremenite, da ga popravite, ali pa da ga na koncu uničite, ali pa da ga samo pogledate, vse to je obdelava osebnega podatka. In za vse te pojme se uporablja pač ta isti pojem obdelave. Osebni podatek pa pomeni v bistvu kakršnokoli informacijo o nas vseh. Bistveno je, da nas dela določenega, da pa določljivega. Določeni smo z imenom in priimkom, največkrat. Kdaj smo pa določljivi, bi rekli, enega gospoda pa imamo. Kdaj smo pa določljivi? Takrat, ko imamo pa neke druge podatke na razpolago, s katerih lahko izluščimo potem posameznika. Nimamo imena in priimka, imamo pa kaj drugega, iz katerega potem lahko z gotovostjo sklepamo, da govorimo o konkretnem posamezniku. GDPR, kar tako bodoče govorila, smo rekli, se bo začela neposredno uporabljati 25. maja, do vključno 24. maja velja Zakon o varstvu osebnih podatkov 1, se bomo pa zjutraj zgodili na dan mladosti, 25. maja bo pa začela veljati GDPR in novi Zakon o varstvu osebnih podatkov, torej novi ZVOP 2, ki je trenutno v javni razpravi, visi na spletni strani Ministrstva za pravosodje in do 13. tega meseca imate čas, da ga preberete in da daste kakšne pripombe nanj, če se vam zdi, da v kakšnem delu ni dovolj dodelan ali pa da je nejasen. Ključno je, da so, bom rekla, lovke GDPR-ja zelo široke, zelo dolge in da se v bistvu uporabljajo za vse obdelave osebnih podatkov, ki potekajo znotraj ene države članice. Izjema je tisto, kar vi počnete z osebnimi podatki za izključno svoje domače ali pa družinske potrebe. Takrat ne govorimo o upravljavcu zbirk osebnih podatkov, ne govorimo o klasični delavi in tudi ne govorimo o informacijskem pooblaščencu, o njegovih pristojnostih in o seveda predvsem državnih nadzornikih za varstvo osebnih podatkov, ki obiščajo posameznega upravljavca v trenutku, ko dobimo kakšno prijavo, da so osebni podatki obdelujejo nezakonito, da so ušli mogoče z kakšne zbirke, pa ne bi smeli, da so jih bili nepoklicani, pa jih ne bi smeli. Torej, kadar vi karkoli počnete s svojimi osebnimi podatki doma, v vaši dnevni sobi, z vašimi osebnimi adresarji, to lahko seveda počnete brez grožnje GDPR-ja in brez grožnje z obiskom državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov. Dve izjemi sta še. Ena je, ko govorimo o sojenju sodišč, takrat, ko sodišča opravljajo to svojo dejavnost sojenja, tudi takrat se informacijski pooblaščenci v to ne smemo vtikati, ne smemo reči posameznemu sodniku, da je pridobil nek osebni podatek, pa ga za odločanje v neki konkretni zadevi v resnici ni potreboval. Torej, na dejavnost sojenja se ne razteza in pa v enem segmentu na izmenjavo osebnih podatkov med organi pregona kaznivih dejanj. V tem segmentu ne bomo izgubljali s tem časa, ampak glede vseh ostalih obdelav si predstavljate, da bo GDPR veljala. Eno zanimivo novost je GDPR uvedla in sicer strahovito široko ozemeljsko veljavnost. Prej smo rekli, da se osebni podatki obdelujejo v večjih državah članicah, in v bistvu se bomo mogli tudi informacijski pooblaščenci posameznih držav med sabo dobesedno zmeniti, kdo od nas bo pristojen v konkretni zadevi. Kdaj v bistvu govorimo o uporabi GDPR in pristojnosti informacijskega pooblaščenca, vedno se ravnamo po sedežu upravljavca zbirk osebnih podatkov ali pa tistega, ki osebni podatek obdeluje. Torej tistega, ki je zadolžen za neko zbirko osebnih podatkov. Vedno po sedežu, če tudi sama obdelava sploh ne poteka znotraj Evropske unije. Smo rekli, če se obdeluje v Indiji, ampak vaš sedež vaše firme je v Sloveniji in zato govorimo o naši pristojnosti. Zanimiva je pa ta novost tudi, ki pravi, da se GDPR razteza tudi na tiste posameznike znotraj Evropske unije, torej državljane Evropske unije, če upravljalec v resnici sploh nima sedeža v Evropske unije. In so te obdelave povezane s tem, da nam ta upravljalec, v bistvu ta obdelovalec, ponuja neko blago ali storitev, zgolj ponuja, ali pa da spremlja
vedenje nas, Evropejcev v Evropske unije. Zdaj, na koga je s tem ciljala GDPR, si lahko mislite, ne? Na tehnološke gigante, Facebook. Torej, roka GDPR in roka informacijskih pooblaščencev naj bi se raztezala tudi na obdelovalce, upravljavce zbirk osebnih podatkov izven Evropske unije. Kako bomo to v resnici preganjali, me ne sprašujte. Kako bomo mi, recimo, posegali izven Evropske unije, je veliko vprašanje. Torej, čim se je kakšna obdelava nanaša na nas Evropejce, tako si predstavljate, če tudi ne poteka znotraj Evropske unije, velja GDPR. Zakonodajalce želijo to zelo, zelo široko določiti. Zdaj, več kot jasno in nedvoumno je, da kaj vse so osebni podatki. Smo rekli prej, da si določen ali določljiv, in zato zdaj pač nova evropska uredba, glede na sodobne tehnologije, eksplicitno določa tudi, da so osebni podatki recimo spletni identifikatorji, ali pa ID kupisov, piškotkov, ali pa RFID oznake, ali pa IP naslovi vaših računalnikov, vse to so osebni podatki. Še več, osebni podatki so tudi psevdonimni podatki. Kaj so to? To so podatki, ki niso anonimizirani, ampak so zgolj psevdonimizirani. To pomeni, da nekdo ima psevdonim, šifro, kodo, karkoli, ampak še vsem se da posameznika izlušča, konkretnega posameznika. Ni anonimen, ni anonimiziran, ampak je zgolj samo psevdonimiziran in če govorimo o psevdonimih, uživajo tudi